Torej, danes imamo malo drugačno razpravo kot običajno. Namreč se, bi rekel, mednarodne odnose ne oblikujejo samo ljudje, ampak tudi nafta. Lepo pozdravljeni v tej sredi. Pozdravljam damo, ki je prišla, in seveda vse gospode v naši sredini. Torej, mednarodna razmerja v svetu v veliki meri določajo energetski viri, predvsem pa razpolaganje z energetskimi viri. Eden najpomembnejših virov je gotovo nafta. Tisti, ki razpolagajo z nafto, ki imajo monopol nad proizvodnjo, lahko, kot se je pokazalo v preteklosti, močno pretresijo politična razmerja v svetu. OPEC, torej kartel proizvajalk nafte, torej ne vseh, ampak nekaterih najpomembnejših, je mednarodna organizacija, ki določa količino načrpane nafte v svetu. S tem pa tudi vpliva na ceno vsega, kar je odvisnega od te surovine. Sicer pa o nafti, proizvodnji nafte, omejevanju proizvodnje, ceni nafte govorimo neprestano. Vsaka 2 tedna zaniha cena bencina in dizla, pa še česa, ko vlada objavi podražitev ali pocenitev. Podobno je več ali manj povsod po svetu. O tem in še čem nas bo razsvetlil današnji panelist, gospod Goce Gligorov, politolog, ki deluje kot analitik pri OPEC oziroma v OPEC-u in že vrsto let skrbno spremlja dogajanje na področju igranja s črpanjem nafte in seveda dogajanje znotraj kartela proizvajalk. In Goce Gligorov je od nedavna tudi član predsedstva SDMO. Nekateri se še spomnimo, ko je OPEC leta 1973 uvedla embargo na izvoz nafte v ZDA kot odgovor na ameriško odločitev o dobavah nafte izraelski vojski. Embargo je povzročil v ZDA rast cen iz ure v uro in nepojmljivo paniko med ljudmi in mrzlično kupovanje goriva. Tudi leta 1979, ob iranski revoluciji, je le majhno zmanjšanje proizvodnje nafte povzročilo izjemno rast cen. Vojna med Iranom in Irakom je še dodatno za 7% zmanjšala proizvodnjo nafte. Dobro pa se lahko spomnimo izjemne rasti cen nafte v letu 2008, tudi kot posledica ameriškega napada na Irak, ko je cena dosegla skoraj $140 za sodček nafte, kar je večino Evrope takrat potisnilo v recesijo. Toliko, da vidim, nafta je bila prihajala in odhajala in povzročala krize. Nafta je torej večkrat pretresla svet. Ali se je svet, kot rečem svet, imamo v mislih sedanji svet, zavaroval pred energetsko krizo? Kakšna je moč OPEC-a danes? Je le ta faktor stabilnosti ali nestabilnosti v svetu? Energetske krize so povzročile drugačne razmisleke o zagotavljanju energije, pa vendar brez nafte verjetno še dolgo ne bo šlo. OPEC trenutno združuje 12 držav, proizvajalk surove nafte, kar predstavlja približno od 38 do 40% svetovne proizvodnje surove nafte. Zato je popolnoma smiselno vprašanje, ali lahko OPEC povzroči ekonomsko in ali politično krizo v svetu.
Ali lahko to naredi brez sodelovanja z eno izmed dveh največjih proizvajalk nafte, torej ZDA ali pa Ruska federacije. Ali zmanjševanje proizvodnje v OPEC članicah služi le stabilizaciji cen nafte, ali pa služi tudi ohranjanju monopola oziroma pritiska na svetovne energetske razmere. Kako in kdo skrbi za varovanje proizvodnje in črpanja nafte, da ne bi prišlo do nepredvidljivih problemov pri oskrbi z nafto? Tukaj je treba seveda omeniti ZDA, ki imajo v zalivu Perzijskem 8 velikih vojaških baz. Torej razpredeno mrežo vojaških baz, ki naj bi bile garant varnosti ključnih držav proizvajalk nafte na Bližnjem vzhodu. Smo nekoč govorili o problemu pod naslovom, da so ogroženi ameriški interesi. Amerika je tako daleč že tukaj involvirana, da lahko, da so njihovi interesi ogroženi. In končno še, koliko je Slovenija, in ponovim, in končno še, koliko je Slovenija energetsko odvisna od OPEC-a. Torej, kakšna je prihodnost nafte? Ali lahko prehod na druge vire ogrozi proizvodnjo nafte? Ta vprašanje se vsiljujejo sama po sebi. Gospod Goce Gligorov, beseda je tvoja. Hvala veleposlaniku Marjanu. Jaz bi mogoče, malo manj danes čuden glas, da pošel, mogoče samo 2 besede malo o zgodovini OPEC-a. OPEC je bil ustanovljen 1960 septembra, ustanovljen je bil v Bagdadu, tam je bila tudi prva ustanovna konferenca, ustanovile so ga Islamska republika Iran, Irak, Kuvajt, Saudska Arabija in Venezuela. Te države veljajo še danes za ustanovne članice OPEC-a in imajo tudi največjo moč v kartelu noter. Seveda, največjo moč v tem trenutku ima Saudska Arabija, ki tudi največ načrpa. Kot je bilo že rečeno, se pravi OPEC v tem trenutku, ki ga imenujemo v zadnjem letu ali 2 OPEC plus, plus je Ruska federacija, seveda ni članica, ni pridružena članica, je nekje vmes, prisotna je povsod, ruske delegacije so praktično konstantno na sekretariatu, ko so konference, je to približno 100-150 ljudi iz Ruske federacije pride, uradno so to vsi strokovnjaki za nafto, neuradno pa tudi kaj drugega. Se pravi, samo mogoče 2 besede, da ne bom suhoparen. Alžirija, Kuvajt, Saudska Arabija, Kongo, po ta novem, Gabon se je pridružil, on je praktično miniaturen, lahko bi rekli, da črpa po epruvetah, količine so zelo majhne, vendar mu koristi članstvo v OPEC-u čist iz političnega vidika, ne toliko zato, da je nekako izpolnjuje pogoje, da je lahko članica OPEC-a, to pomeni, da nek procent nafte izvozi, ampak nekakšne hujše vloge ne igra. Tukaj je Iran, močna članica, Libija, Arabski Emirati, Irak, Nigerija, Venezuela in Ekvatorialna Gvineja. Venezuela je članica od začetka, bom rekel, to morda nekdo od vas boljše ve kot jaz. Oni se spopadajo dejansko s grozljivo korupcijo in dejansko to je država, ki bi lahko živela v blagostanju, praktično je pa standard na tleh, ker polovica ali pa 3/4 denarja od nafte izhlapi. Tako da recimo imajo težavo, zadnje 3 leta recimo Venezuela ni plačala članarine OPEC-u, to pomeni, da je v dolgu že nekako spod $250 milijarde v tem trenutku. Tako da, ampak je ustanovna članica in tle kaj dosti se razpravljati ne da. Tako da to, kar se tiče tega, zdaj največja proizvajalka nafte na svetu, poleg, bom rekel, v OPEC-u tudi je Saudska Arabija, za njo gre Irak z 5 milijoni sodov na dan, Emirati s 3 in potem Kuvajt z 2, 2,5 Iran, Saudska Arabija pa približno z 11 milijoni dnevno. Sudan ni čas. Ne.
Se pravi, kar se tiče tega, zdaj pa OPEC, veliko se pojavlja vprašanj, ta znamenita stavba OPEC-ova na Dunaju, bila je včasih, ne vem, verjetno poznate, bila je ob Donavi, tam je prišlo, tam so bili večkrat težave v tej stavbi ob Donavi, je bila tudi leta nazaj ta znamenita ugrabitev, ko je Carlos ugrabil OPEC in potem so nekako skupaj z silami Združenega kraljestva to zadevo rešili takrat. Problem je bil OPEC-a tudi, ker sosednja stavba je bil IBM, ki je pokrival del Evrope, od tam so bile pripombe, da se varnostno počutijo ogrožene, ampak v glavnem OPEC je zgradil novo stavbo praktično v centru Dunaja na Ringu. Takrat je bilo, to je bilo nekaj 5-6 let nazaj, 7, čisto kot zanimivost mogoče, not v tej stavbi je približno 150 ljudi, dela iz 42 držav, prevladujejo zaposleni iz držav članic OPEC, to je nekako normalno, je pa še vedno ne bi veljala to za eno najbolj varnih stavb v Evropi, kjer se da del stavbe, tudi hermetično zapreti in odporna proti plinom in biološkemu orožju. Takrat je, vem, da je bilo objavljeno tudi potem v medijih, konferenčna dvorana na 6 metrov debele zidove v primeru raketnega napada in tako naprej. Tako da tle denar ni bil vprašanje, ko se je ta stvar gradila, ne, pač kar se tiče OPEC-a. Kar se tiče OPEC-a, mogoče zgodovine, jaz mislim, da bi bilo to kaj dosti naprej se da povedati. Zdaj pa, kot je že veleposlanik Šetinc povedal, 12 članic smo rekli proizvajalk nafte, kar predstavlja 38-40% svetovne proizvodne nafte. Svetovna proizvodnja je trenutno okrog 100-110 milijonov na dan sodov, kar popolnoma zadošča potrebi sveta. Se pravi, če pozabite majčko na potrebe Indije in Kitajske, ki bi lahko vseh teh 110 milijonov pojedla, je dejansko, bom rekel, nihanje cen nafte, nafta je zdaj majčko pod $80, sod, je popolnoma zadovoljivo. Eden glasnejših zagovornikov povečanja cene nafte je bila vedno Saudska Arabija. Oni imajo najmanj razlogov za to, ker proizvodna soda Saudske Arabije je približno $11 na sod, Venezuela doseže tudi 45. Se pravi, Saudska Arabija črpa v balončkih, ne? Se pravi, zelo enostavno črpate, nimate ovinkov, zelo malo je offshora, in vendar oni so takrat, kot je bilo omenjeno, ki je bila naftna kriza, ko je sod skočil na 140, so Saudijci nekako zagovarjali, da nafta ne sme pasti pod 100. Oni so svoje gospodarstvo temperali na $100, se pravi, z vsemi investicijami po svetu in investicijami, ki jih imajo v tem trenutku v Saudski Arabiji. Zdaj, seveda, tukaj se pojavlja vsaj moje vprašanje, se pravi, približno 38% načrpa OPEC. OPEC v tem trenutku je najmočnejša članica, je Saudska Arabija, to ne ponavljam, zato dvakrat, ampak praktično OPEC drži v rokah na pol Mohammed bin Salman, ne, in njegova moč, ne. Nekako, bom rekel, države se mu tako ali drugače malo podredijo. Druga stvar, kjer smo včeraj debatirali na to temo, kaj to pomeni ta OPEC plus. Se pravi, Ruska federacija je že leta nazaj želela postati pridružena članica OPEC-a, celo članica OPEC-a, vendar je bila klima v OPEC-u, tudi Saudski Arabiji dejansko nenaklonjena temu. Ko pride Mohammed bin Salman, bom rekel, na polno oblast v Saudski Arabiji, se ta zadeva spremeni. Rusi postanejo relativno dobrodošli, odnosi med Mohammedom bin Salmanom in predsednikom Putinom so izvrstni. Zdaj, jaz bi tukaj drugo stvar se vprašal, kar zelo malkrat zasledimo v medijih. 38%, Rusija načrpa, rečemo, nekih 10-12% svetovne proizvodne nafte. Dva človeka obvladujeta več kot 50% svetovne nafte, strateškega vira. Oba dva imata moč pipo zapreti. Zelo hitro. Tukaj vprašanje je bilo, ali lahko OPEC povzroči ekonomsko krizo. Vprašanje se tukaj pojavlja tudi, kaj se zgodi, če zmaga, ko bo ali bo, ne vem, zmagal recimo predsednik Trump v Združenih državah. Odnosi Trumpa in Mohammeda bin Salmana so bili bistveno na višji ravni, kot je danes Biden in Mohammed bin Salman. V takem primeru imate potem praktično
60-70% nafte v rokah 3 ljudi na svetu. Ne? To pomeni, da imajo grozljivo moč. Vprašanje je bilo, ali lahko OPEC povzroči ekonomsko ali pa politično krizo z lahkoto. Najmanjši problem. Dejansko vi zmanjšate črpanje, razne Venezuele in podobno nimajo take moči, da bi rekli ne. Že OPEC, če 10% kvote zmanjša, bomo tankali, bom rekel, po €80, €90, zelo hitro. Ne? Tako da, to, kar je bilo prej omenjeno, samo apropo na vse skupaj, se pravi, kako cena nafte skače. Ne? Če vi pogledate ceno na trgu nafte, ne, sod, je skozi okrog $80. Ne? Pri nas cena nafte, mi dejansko to nekako uravnavamo na pol s trošarinami. Slovenija v bistvu porabi relativno malo v primerjavi s svetovnimi državami derivatov. Mi porabimo nekih 2 milijona metričnih ton na leto brez kerozina. To so grozljivo majhne količine. In mi nekih terminskih pogodb za celo leto nimamo. Ker je to tako drago, da recimo en Petrol si ne more takih bančnih garancij privoščiti in nekje na 3-4 mesece kupujemo, imamo pa rezerviran za naprej. In smo odvisni od dnevne cene derivata. Pravzaprav, tle mi nismo tako odvisni od cene OPEC-ove nafte, ali pa, pardon, surove nafte na trgu. Slovenija, ki dosto surovo nafto nima. Mi nimamo ne rafinerij, ne trgujemo, mi nismo igralci v tej igri. Lahko bi nas pa, bom rekel, čistko malo bolj zanimali, kaj se tukaj pri sosedih dogaja, ne, pa nas ne. Mislim, bi bilo mogoče fajn, če nas bi zanimali. Kot sem omenil, absolutno, še vedno $5, vsa nafta gre v ameriških dolarjih. To pomeni, da če vi obvladujete 50-60% proizvodne nafte, lahko zamajate dolar brez najmanjšega problema. Seveda, zdaj, kdo bi imel ta interes, bom rekel, to storiti? Vprašanje se je pojavilo, ali lahko OPEC to naredi brez, bom rekel, žegna ali pa zelene luči velesil. To pomeni, tukaj govorimo samo o ZDA pa Ruski federaciji. Tukaj niso v igri Indija, bom rekel, Kitajska, kljub tej moči ekonomski, ki jo imajo. Načeloma bi lahko to naredil. Bi lahko, vendar jaz osebno po vseh teh letih ne vidim razloga, zakaj bi šli to delati. Ker si tudi sami nakopljajo probleme. 8 baz je v zalivu ameriških noter, odnosi, bom rekel, v izvozu arabske nafte, se pravi Saudske Arabije v ZDA, so v tem trenutku izvrstni, trgovina laufa, ni nobenega razloga, da bi kdo to naredil, da bi tako krizo povzročil, na to temo. Zdaj, seveda, če se vrnem nazaj, mogoče ta plus, zdaj, Ruska federacija, bom rekel, načrpa in proda več nafte, kot je prodala pred krizo Ukrajina-Rusija. Bom rekel, zmotno je, saj po mojih podatkih, verjetno to nekateri med vami boš veste, kaj jaz, prepričam biti dejansko, kako so Rusijo te sankcije prizadele. Primer recimo samo Malezija, malezijski Petronas je v lanskem letu v enem reportu objavil, da je prodal 120% nafte. Načrtuje 100%, 20% je bilo pa ruske, ki jo je preprodal. Se pravi, tle s kakšnimi hujšimi sankcijami ni od Tajske, Indonezije, da ne govorimo o Kitajski, Indiji in tako naprej. Tako da tle kakšnih večjih težav, bom rekel, ni. Druga stvar, če konkretno gledamo Združene države, oni nimajo nobene razloga, da bi skupaj z OPEC-om povzročili neko naftno krizo. Oni kupujejo relativno ugodno ceno, ugodno surovo nafto od Emiratov, od Katarja, od Saudske Arabije in v bistvu svojo nafto, ki je črpanje relativno drago, posebej, če gledamo iz škrilevcev, šparajo v bistvu. Ni nobene potrebe, da sta kako velike stroške povzročajo, če dobijo poceni nafto od Saudske Arabije. Kljub, bom rekel, da v tem trenutku med Saudskim dvorom, pa mogoče Belo hišo, odnosi niso glih, bom rekel, najbolj srčni, ampak bom rekel, dolar je zelen in to praktično nobenega ne zanima. Zdaj, če se mogoče samo malo obrnem na to, kaj pomeni, če recimo zmanjšanje proizvodne OPEC-ovih članic z nafte, zakaj se to dogaja? A je to samo stabilizacija cene nafte ali to ohranjanje monopola, pritiska na svetovne energetske razmere in vire? Zdaj, vrnil bi se nazaj. OPEC je bil točno zato ustanovljen, da se povzroči kontrola nafte in da se v bistvu ta moč poveča teh držav. Na začetku je bilo to pač par držav,
ostalih je 12, vmes je bila Indonezija članica, pa je šla not, pa je šla ven, pa not. Oni so zelo značili v to smer, da so včasih not, včasih jih ni. A ne na to temo. Da je dejansko, druga stvar je tudi to, pravno formalno, mi poznamo vse možne kartele, ne, orožje, droga in tako naprej, in to je vse ilegalno. Ne. OPEC je dejansko legalni kartel. Ne. Tle nam že poje, kakšna moč je to. Ne. Dejansko, da v svet dovolj, da imate vi kartelno usklajevanje cen, kar je v bistvu na vseh državah skoraj kaznivo. Ne. Ni kaznivo, ne. Oni so ena najbolj elitnih organizacij na svetu. Ne. Avstrijci jih imajo, najprej je bila, kot sem rekel, je bila konferenca v Bagdadu, potem je bila naslednja konferenca, čez 2 konference v Ženevi, ene 2-krat, in potem je ta stvar skočila na Dunaj. In Avstrijci so več kot veseli, da jih imajo tam. Tako da imajo svoj razlog. Zdaj bom tako rekel, absolutno zmanjševanje proizvodne cene nafte. Včeraj v nedeljo je bila konferenca, nažalost online, OPEC-ova, ostali so pri istih kvotah, to je bilo pričakovano, ni nobenega razloga, da bi se zmanjševala proizvodnja, ni razloga, ker številke so ok. Seveda zmanjševanje cene nafte je normalno, služi za stabilizacijo cen nafte. Če bi začela cena nafte padati, enostavno vi presekate mogoče 3-4%, zmanjšate ceno in dobite ceno, kot je bila prej, a ne na to temo. Absolutno je pa tudi to, da če vi dejansko OPEC na ta način ima možnost, ali pa OPEC plus, kakor hočete, kontrolirati, bom rekel, svetovno ekonomijo pa gospodarstvo. Mi vemo, da se 90% surove nafte se proda preko posrednikov. Praktično ne direktno, ne. Eden, bom rekel, 2 največja posrednika na svetu za surovo nafto in komoditi na splošno sta švicarski Glencore, ki je v rokah, bom rekel, židovskega lobija. Zanimivo, da je drugi največji lastnik, prvi lastnik je Ivan Glasenberg, se pravi bivši CEO Glencorja z 10%, drugi lastnik največji je pa Qatar Holding z 9%, se pravi, sami sebe kontrolirajo. Potem imate švicarski Vitol in tako naprej. Se pravi, tudi na ta način, tudi bom rekel, posrednike kontrolirate, kaj počnejo, ko znižujete pa zvišujete kvote nafte, čeprav so v zelo dobrih odnosih z njimi. Ne? Pa tako je, ne? Dejansko to je zelo čisto politološko gledano, je to, bom rekel, inštrument, ki ga imate v rokah kot OPEC, če hočete, OPEC plus, da dejansko lahko povzročite neko umetno paniko na trgih, umetno krizo, ne? Vi lahko blazno hitro povzročite paniko v svetu, ne? Zmanjšate lahko za 10%, sicer to bo velik cirkus, ampak svet bo skočil. Bencin bo šel gor, kruh bo šel gor, mleko bo šel gor, vse bo šlo gor, ne? In s tem povzročite tudi v bistvu politično destabilizacijo političnih razmer v državah, ne? Ki so strogo odvisne od tega. Prejle je bilo omenjeno, kdo in kako skrbi za varovanje črpališč nafte. Tako je ne samo članice OPEC, tudi države, ki sledijo politiki OPEC-a, načeloma večina držav za varnost na črpališčih, ali je to na kopnem ali offshore, skrbi sama. To so ponavadi, zato skrbijo elitne vojaške enote, to so ponavadi te protiteroristične ekipe, ki so, bom rekel, najelitnejši deli policije ali pa vojske, ki dejansko za to skrbi. Saudska Arabija na trenutke, recimo, ko je prišlo do napadov pred letom dni, približno letom pa pol na naftovod in na rafinerijo, je Saudska Arabija poleg Navy Sealsov ameriških najela, ker zanimivo, vse te enote države lahko najamejo, ne? Kar je zelo, mislim, da je hecen, so najeli tudi znamenite SAS-ove enote, ne? Ki varujejo črpališča tako v Bruneju, v Maleziji, Indoneziji in so specializirani za varovanje črpališč nafte. Zanimivo je povedati to, da večinoma v Bližnji vzhod SAS v varovanje pošilja enote, v katerih so nepalske gurke izšolane, ne? To gre za v bistvu ene boljših borcev in verjetno ene najboljših enot za stacionarno varovanje, ne? Mimo njega res ne, mislim, v enem kosu ne pridete skozi, ne? Če ne govorimo o nekih raketnih napadih, pa kaj takega, ne? Velikrat, recimo, Arabski Emirati uporabljajo tudi najete varnostne službe,
ki so sestavljene večinoma iz bivših pripadnikov posebnih enot, obveščevalnih služb in tako naprej. In to so ogromni denarji, to so na tisoče in tisoče ljudi, ki se plačujejo po $1500–2000 na dan takega človeka. To gre v milijonih dolarjev na dan, se skrbi za varnost, ne. Tako da, kar se tiče tega, mislim, da je to kar dobro poskrbljeno. Mogoče samo kot zanimivost, OPEC na Dunaju, ne vem, večinoma mediji zelo malokrat pišejo o tem, če greste mimo stavbe, recimo, ne boste videli policije zunaj, ne, videli boste posebne enote avstrijske vojske, se pravi protiteroristična brigada jih valuje, od zunaj je vojska, noter je vojska, skozi imate 10–20 pripadnikov policijskih enot Kobra avstrijskih in pa do zob oboroženih, večinoma so v kleti in pijejo kavo, in pa, bom rekel, varnostna služba OPEC-a, ki se sprehaja tudi včasih zunaj. In to je zanimivo, sicer vas zelo hitro vpraša, kaj tam počnete, če ne pašete tja, ampak vidite pod rekelci, ker večinoma imajo uzije, ne, in tisti rekelci takole stojijo, ne, tako da jih vidite okrog stavbe, ki so. Tako da ja, za varnost te države, naredi vprašanje, koliko to stane, koliko se pa plača, da je mir, ker OPEC vedno ima Dunaj, govorim, sekretariat. Če je konferenca, so itak 2 ulice okrog zaprte, helikopteri in ostrostrelci in vse živo, psi, ne vem, kar šte. Vedno so pa protesti, ne? Vedno imate proteste, bo rekel Izrael velikrat organizira in to so kamni letijo tudi v avtomobile in tako naprej. Tako da, ja, je trn v peti določenemu delu sveta. Zdaj, koliko je Slovenija odvisna od potez OPEC-a? Niti ne, direktno ne. Mi z OPEC-om nimamo kaj dosti, kot sem že prej rekel, tudi nažalost nobenega kaj dosti ne zanima, pa bi lahko, ne, če imamo lahko predstavnika, saj enega, recimo od Makedonije, ki je bližno v istem zosu, ki mi, ne proizvaja nafte, ima sicer manjšo rafinerijo, bi lahko tudi mi, ampak dobro, pustimo to. Indirektno pa seveda, ja, ne, cena nafte skoči, kupujemo dražje derivate, težje dobimo na trgu derivat po normalni ceni, po dobri ceni. Kje ga bomo dobili, kako kvaliteten derivat je to, ne? Večinoma mi kupujemo čez Italijo, čez italijanska pristanišča. Tako da v tem primeru, seveda, indirektno nas prizadene, seveda, cena se dvigne, kot sem rekel, tam, ko imamo dražji bencin, imamo takoj nezadovoljstvo v državi, ne? Kaj vlada dela, leta, kaj vlada počne, ne? Sej večinoma, bom rekel, ljudje si ne predstavljajo to verigo, kako daleč gre ta stvar od soda, ki je načrpan, pa rafinerije, pa da pride to dejansko na črpalko na Tivolski, ker črpate ne za 1,4 dizel, ampak ga črpate za 1,8, ne? Oni vidijo samo, katerakoli vlada bi bila, zdaj v tem trenutku ne govorimo o levi, desni, govorimo, lejte lopovi, koliko so dvignili ceno, ne? To tako zgleda približno, ne? Ker si ne predstavljajo, da, ne bom rekel, vlada ima trošarine, ki so izredno visoke, grozljive, ampak vseeno, na koncu, če se cena za 20% dvigne, nobenemu nič ne preostane, razen to, da ceno nafte dvigne. Tako da ja, posredno smo odvisni, absolutno. Zdaj, omenjeno je bilo, kakšna bi bila lahko prihodnost nafte, naftne industrije. Jaz mislim, da se v nadaljnjih 50-ih, 70-ih letih, lahko da se motim, samo po podatkih, ki jih objavlja OPEC, ni kaj dosti zapad, ne. Ker v bistvu, če pogledate tako, če vi dejansko, kar je nemogoče v tem trenutku, da bi vsa vozila, ne vem, v civiliziranem svetu, zdaj to zelo grdo rečen, ali pa če hočete v Evropi, da bi vsa osebna vozila dali recimo na vodik ali pa na elektriko. To je nemogoče v tem trenutku, ampak da se to zgodi. Naftno industrijo to blazno ne bo prizadelo. Zato, ker pogledajte, vsa letala grejo na kerozin, se pravi derivat nafte. 99% tovornih ladij, potniških ladij vozi, se pravi pluje na nafto. Če pogledate vi Indijo, Kitajsko, Afriko, se pravi železniški promet teče na nafto. Če pogledate recimo, koliko ekološko naravnana so ta ogromna mesta, ali pa Bog pomagi pa periferija, recimo, rekel Indija, Kitajska, ne, Kitajska ni Šangaj pa Peking, ne, to je krasno, to je Šangaj in New York, ne, morate na periferijo pa vidite, kako to zgleda, ne. Prav zanima me, tam eno te razlagali, da je to AdBlue treba dodati, pa da je treba katalizator zamenjati, nekaj še katalizator, on tudi ne vem, bom rekel, kurjo mast not nalije, samo da gre naprej, ne, onesnaževanje je grozljivo, tako da
te tri države, pravzaprav Afrika je kontinent, a ne, Kitajska je tako velika, da bi lahko rekli, da je skoraj kontinent, lahko celotno proizvodnjo nafte na dan porabijo. Nimajo nobenih težav. Kitajcem, kolikor prodate, noben ne ve, koliko Rusija čez Ural proda. Tudi, bom rekel, vsaka država proizvajalka nekaj 10% nafte zamuti. To je jasno, ne? Tako da morate tudi dnevno proizvodnjo nafte morate za 10% dvigati, da tudi realno številko, ne? Vsi malo na črno prodajajo, ne? Rusija zdaj pač prisiljena, ne? Tako da jaz mislim, da v tem trenutku se bat, da bi do česa takega prišlo, da bi naftna industrija, bom rekel, pokleknila, je iluzorno. Treba je pa vedeti tudi to, da imate vi, imate Qatar Holding, imate UAE Mubadalo, imate, dva savdska sklada, ogromna, ki so delničarji v podjetjih, tako na Kitajskem, ki proizvajajo baterije, v Tesli v tem trenutku ne, v tovarnah, ki proizvajajo električne avtomobile, v inštitutih, ki razvijajo vodikove motorje in tako naprej. Tako da te države so že za 50-70 let naprej vložile denar. Če vi pogledate delniško strukturo, recimo enega Mercedesa, enega UBS-a, banke, vsot je Katar zraven, pa to ste Saudska Arabija zraven z grozljivimi deleži, ne. Tako da mislim, da drugi viri, zeleni viri v tem trenutku, da bi ogrozili proizvodnjo nafte, po mojem mnenju ne. Jaz mislim, da ne, da še prezgodaj. Ne, tudi, bom rekel, električni avtomobili, to je moj osebno prepričanje, bom rekel, določeni se ne strinjajo, to je krasna stvar po mestu, za moje pa super zadeva, ne. Zdaj, če morate pa vi skočiti v avto, pa se dele zapeljati 700 kilometrov, pol vtipkate not v avto, on vam pove, da če greste pred Nemčiji, boste pri Salzburgu tanko, da zaenkrat je prostor, 5 minut vas bo počakal, pa bo drug prišel, vi zamudite. Mislim, za moje pojme je to še, pol je zima, pol baterija za 40% pade, zmožnost, a ne. Ja, krasno, če se pa tle okoli boste pa vrhunska zadeva, po moje noro dober, ne, pa poceni. Tako da mislim, da je še zelo daleč, da bo OPEC imel kakršne koli težave, pa ne samo OPEC, tudi Ruska federacija, če hočete, s tem, da bi se bal, recimo, da bi ogrozili njihov obstoj, ker samo še to rečem, če vi samo pogledate investicije držav zaliva, posebej Saudske Arabije, recimo na Dunaj, ne, si to je že na tretjinah hotelov, pa še pod njih. To so na Ringu, recimo, da sem zadnjič bil, tam, kaj je Grand Hotel, to je praktično sproti Imperiala, to je cel del, kjer je shopping mall, kjer so pisarne, to je vse saudski sklad kupil, ne. Dejansko to so milijarde, ki letijo v nepremičnine, v hiše, dejansko tako, da jaz mislim, da tle, pa še verjetno preko določenih skladov. V nogomet tudi. V nogomet tudi tam vlagajo. No, v nogomet vlagajo vsi, ne. Zanimivo je recimo, da eden večjih vlagateljev, ki si glih omenil to zadevo, v avstrijski nogomet je Malezija, ne. So malezijski milijarderji, ne. Kar nisem vedel, pa sem rekel, kuhan in pečen v Maleziji, ampak nisem zadnjič sem zvedel, kako te stvari grejo, ne. Tako da, se pravi, kar se tiče tega, jaz mislim, da se ni zapad. To bi jaz nekako na kratko. Ja, Zdaj pa hvala lepa. Zdaj seveda podpiram razpravo, ker pa vem, da se ne bo nemudoma nihče javil, bom jaz par vprašanj zastavil. Zdaj, predavanje se kaj? Kot si vmes povedal, primer, proizvodnja nafte v Ameriki je bistveno dražja. Ja. Zato je velik interes, da poceni kupijo in drago prodajo. Res je. No, to se dogaja zdaj Evropi. Morda bolj izrazito pri plinu, kjer je ameriški plin 4 do 5-krat dražji od tega iz Katarja. Katar je največja proizvajalka LNG na svetu. Pa tisti, ki je prihajal iz Rusije. Ja, ruski bi še cenejši. Ja. Torej, se pravi, da Evropa to zdaj zelo
močno plačuje. Preplačuje, ja. Se pravi, da mi smo bogati in lahko plačujemo. So, To je bogati. zaključek. Se klicam, ja. No, morda bi Ja, pa, mislimo, da smo. Ja. bi pa morda malo povedal, nič nisi govoril o transportu. Ta transport gre v glavnem za tankerji, Ja. naftovodi. Večino tankerji so bolj... Kolikšen del v tej ceni pobere ta transport? To je dobro vprašanje. To pa jaz podatkov o tem nimam. Podatke dejansko s tem transportom je tako. Zanimivo je, 60-70% vse surove nafte se pripelje s tankerji. Večinoma, to sem pa pozabil omeniti, ja, imaš prav. Pravzaprav tako je. Te stvari se naložijo na tankerje in potem se tankerje premakne v mednarodne vode in potem je tanker pluje približno z 1 miljo na dan. Se pravi, čisto malo se premika in v tistem času vi s tem tankerjem trgujete in swapate to nafto. Se pravi, vi konkretno iz Džede ne boste z nafto, bom streljal, na Sicilijo, ampak jo majčkeno ven v mednarodne vode premaknete in dejansko Saudska Arabija to zamena za, bom rekel, za nek derivat, ki ga lahko dobi v najbližji rafineriji, ta rafinerija pa čisto blizu rabi to nafto. Tako da prevoz nafte ne predstavlja nek velik strošek, številke ne vem, kakšna je, vendar je, bom rekel, se je podražil, vendar je v primerjavi z vsemi dobički zanemarljiv je. Je pa ena stvar zanimiva, še vedno, kar je zanimivo, zdaj seveda tankerji so po novih standardih, večinoma se za prevoz nafte v svetu uporabljajo afrotankerji. To pomeni, to ima oznako afrotanker, pomeni, da ga spravite skozi Suez, po širini in po dolžini. Zelo malo je teh ogromnih supertankerjev, ki imate dejansko 2 do 3-kratnik afrotankerja, ker je praktično zelo težko manevrirati s temi ladjami. Je pa zanimiv čistko, kot zanimivost, da je pa več kot 70% vseh tankerjev, ki imajo trojno steno, zdaj po ta novo morajo imeti tankerji trojno steno, če se slučajno prelom, ker vemo, kakšne katastrofe nastanejo, če se tanker zlije s temi milijoni in milijoni sodov noter, so v lasti Grkov, še vedno. Grčija, kljub svojim dolgovom in vsem, še vedno je tukaj družina, ki jo verjetno iz zgodovine poznate. Največji nasprotnik v nas je bila družina Niarhos. Še vedno je Niarhos, ki drži verjetno, jaz se upam trditi, 40% tankerjev na svetu v svoji lasti. To je zdaj sin, oče je že umrl in če greste v Monako, lahko vidite jahto od njih, kjer vam da vedeti, da verjetno njim ne gre tako grozno slabo. Ki je žival ogromna. Kar se tiče prevoza. Je pa v tem trenutku zadnjo leto dobiti tanker nemogoče. Ga ne dobite. Jih ni in tudi proizvajalci tankerjev, kot so recimo Mayr-Werf iz Papenburga v Nemčiji, Južna Koreja, ki je velik proizvajalec, bom rekel, tankerjev, ne morejo tako hitro proizvajati, kakor jih trg rabi. Približno isti problem je, kot ga imate v civilnem prometu z letali. Isto, pomanjkanje letal civilnih je grozljivo, zato je pa Boeing padel v ta cirkus, ki ga ima, ker je prehiter to delo in je prišlo do napak. Airbus čakalna doba bistveno daljša, vendar so, kako kaže, varnostni standardi so malo drugačni, da mogoče kakšna vrata napadejo. Tako pa še mokr. Tankerji iz Kitajske? Ker Kitajci imajo daleč največjo proizvodnjo ladij. Ladji, res je, oni imajo, vendar, a veste, v ladijskem svetu, recimo, je tako, oni proizvajajo, vendar oni dobili njihove, bom rekel, družbe uporabljajo, Sinopec in podobno. Kitajskih tankerjev zelo malo zasledite. Recimo, vem, da Petronas ima nekaj kitajskih tankerjev, malezijski Petronas, vendar družbe, bom rekel, da bi pa te tankerji se dosti blizu Evrope, Amerike pojavljali, pa niti ne. To je bolj pazi. Ja, res je, oni imajo grozljivo proizvodno ladij, ampak v tem svetu ladijskem je recimo tako približno kot v avtomobilskem svetu. Recimo, če se nima direktne povezave, ampak vi imate 2 največja proizvajalca teh
ladij za križarjenje na svetu sta, ne. En je Fincantieri, to so sosedje po Monfalconeju pri nas, in pa drugi je Meyerwerf v Papenburgu, ne. In zdaj seveda, Fincantieri je vrhunski, vendar identična ladja v Nemčiji stane 20% več, ker je nemška ladja, ker je to Meyerwerf, ne. Obe dve ladji sta vrhunske, isto je pri tankerjih, ne. Če vam ga Nemec sestavil, je malo dražji, bom rekel, kitajski je cenejši, vendar tudi, bom rekel, delovna doba ali pa življenjska doba se razlikuje teh tankerjev, tako da večinoma Južna Koreja so zelo znani, mislim, zelo cenjeni, Nemčija, to je to. Dejansko, ja, se pa strinjam, Kitajci ogromne količine ladij proizvedejo, ampak to se, bom rekel, oni imajo tako ogromen svoj trg, da večinoma sami to pojedo, Indonezija, Malezija, te države, ki kupijo, drugače pa ne. Tako, to je po mojih podatkih. Je kako vprašanje? Ja. Če lahko, Gospod Gregorič. ja, če lahko zdaj za nafto rabiš vrtalne naprave, pa vse, kar pa še parafinerije, ne? Ja. In mene zanima dobavne verige. Kje so te dobavne verige tradicionalno? Mislite za opremo? Za opremo, za vrtalne? Ja, ja. Za vrtanje, ja. Ja. Vrtalne naprave v 80% ZDA, pa Japonska. ZDA je, bom rekel, zanimivo je to, da imate vi mogoče 40% vrtalnih naprav v Ruski federaciji, ki so ameriške. In tudi ameriške in po informacijah, ki jih imam jaz, tudi ni kakšnega večjega problema z dobavo rezervnih delov. Ne. Kljub ni. Ni, a ne? Ni, mislim, Če sem v hišo v Teheranu in moj prvi sosed ja, je bil Američan, okay. ki je rezervne dele za vrtanje uvazil iz Amerike. Dal so mu kanadski potni list. Ja, aha, da je šlo. Seveda, on je bil kanadski potni list, Ja. ki kako roba prihajala in ohajala, ne vem, ampak tam je bil inštaliran kot predstavnik za te rezervne dele, ki so jih Iranci kupovali iz Amerike. Tako da, ja, no ti si iz prve roke to veš, jaz nisem to iz prve roke, ampak vem, da informacije imam, da, mislim, eno so sankcije, drugo je pa realnost. Ja. Kaj jaz rabim, ne? Ja. Tako da tudi mogoče zanimiv je, to nima direktne veze z nafto, ampak zadnjič sem zasledil ena poročila, tudi iz tega flight radarja, kaj je, dejansko niti ne skrivajo, ne, vi imate, vsak teden je eden izmed teh letal ali pa dva, ta flota državna Rusija, ne, dejansko Iljušin 96, s katerim tudi Putin leti, jih imate v Washingtonu, jih imate v New Yorku, jih imate v Filadelfiji, tudi v Miamiju pristane, recimo, ne, se pravi, da to more tiha diplomacija delati do nezavesti, ne. Putin se verjetno ne voz, ampak verjetno si ostali pa, ne, na to temo, tako da, no, tako, točno tako, pa druga stvar je, če pogledate, kad prijete recimo v Istanbul, ali pa tudi v Bangkok, Kuala Lumpur, ne toliko, problem, ko smo poslušali, ni direktno vezan na nafto, ampak ja, mogoče pa je, ne, da 90% civilne flote, Aeroflota, S7 in tako naprej v Ruski federaciji so Boeingi pa Airbusi in da oni že avione razstavljajo, da dobijo dele, ne. Mislim, to je po principu pojsvizec čokolado za avion, ne. Vi pogledate cele flote, ki stojijo v Istanbulu, ki stojijo v Bangkoku, iz Turčije imate 36 letov na dan v Rusko federacijo, večinoma letijo širokotrupna letala 330, 777, do zadnjega zica polna, se pravi, priletite v Bangkok in upravite servis, ne, pa to Istanbul in upravite servis, ker je pač na letališču imate vi Airbusovo bazo, ker Turkish ima kupe teh avionov, je ben problem, se vam ni treba šraufati v Moskvi, pa tudi sabo lahko kaj pripeljete. Vse kargo je veliko v teh avionih, ne, varja se pa ne toliko, ne. Na dnevni bazi ste pa na teh letališčih, ali pa Dubaj recimo, ne. Tudi tako, da tle v teh sankcijah mogoče, mislim, da so te sankcije tudi veliko malo narodu kruha in iger, ne. Kaj smo vse naredili, ne. Tako da. Jaz imam eno vprašanje. Izvoli. Zakaj kaj naftne svetu Edo, govori? to pošalj. Ja, Edo, to vprašanje. A se kaj govori, da bo te nafte zmanjkalo?
Mislim, kaj, to je, vsi lažejo, ko bom povedal, ne moreš živo za zdravo imeti. Savdici pravijo, da imajo pri tem črpanju zdaj za 100 let nafte. To pomeni, da imajo za 200. Čistko. Vsi mu to vidijo. Kar se tiče Ruske federacije, živa duša ne ve. Kaj je kaj je v Sibiriji, pojma nimamo, jaz mislim, da še oni točno ne vejo, kaj je vse od spodaj tam, verjetno so nore zaloge tega. Emirati, ista zgodba, ampak jaz mislim, da po tej tendenciji ali pa dinamiki črpanja, ki je zdajle, po moje 100 let. Če bi Vajana odkrili neko novo omega zalogo, ne? Nahajališče, ne, tako da je pa res, mislim, da vsaka država, to je strateška stvar. Vsi malo skrivajo to, ne. To ni tako, da to se na CNN objav, koliko balonov novih je recimo Saudska Arabija najdla. Pol morate gledati, recimo, če pogledate Malezijo, Malezija ni članica OPEC-a, sledi nekako, bom rekel, smernicam OPEC-a, ni pa članica. Oni črpajo 70% nafte na offshore, njihove vrtine so v Kazahstanu, točno niti ne vemo, kaj v tistem Kazahstanu noter, res je s to nafto, koliko je te nafte, to 100 milijonov za raziskave tečejo, to se čez satelite dejansko najprej, to je kompliciran postopek, jaz bral sem, pa malo poslušal na to temo, najprej satelitom pogledate, potem ladje pošljete, potem imate vrtine, potem postavite začasno vrtino, to so 100 milijonov, ki letijo, zato da ta industrija je grozljivo, grozljivo draga. Tudi recimo aproponov vse skupaj na naftnih vrtinah so ljudje, bom rekel, je nevarna služba, ne, ker če tam kaj zagori, imate mogoče pol minute, minuto, da zginete, prednji gre v zrak, ampak to so, bom rekel, popolnoma neizobražen kader, je plačan po 10-15 tisoč dolarjev na mesec, ne. To so blazne številke. Je pa res, da ne vem, na sred Severnega morja parkirajo za 2 meseca, ne, pa valovi 15 metrov od spodaj, ne. Tako da ta industrija je, bom rekel, blazno močna. Klimatske spremembe ne bodo nič vplivali na to, da se bo to začelo zmanjševati. Zaenkrat ne. Ne. Kar se tiče nafte, ne. Izvolite. Prosim? 19. 20. leta sem opazil, da je cena goriv, da govorim o nafti, padla za 50%, recimo za 100, recimo z 2 evra plus na 1 evra. Ja. OPEC je odreagiral s tem, da je ponudil nafto for free, ne, med vlasticami. Ja, zelo poceni. Za tiste, ki so imeli skladišče, rafinerije, je bil to dober posel. Zdaj pa moje vprašanje, ki sledi, naftni derivati, če vzamemo goriva, kar je tudi neka realnost v bodoče pri spremembi vozil, ki jih imamo. Ja. Me zanima, kak je pa tu moč OPEC-a prisotna. Vemo, da so avtomobilski, vsi večji proizvajalci avtomobilskih, vzemčih, ruskih, pa kitajskih, so šli v španijo za OPEC, firmami prvotnimi, ker so tem medsebojni apili, drugega so osvajali. Ja. Kakšen je trend sedaj pri industriji, ki bazira na naftnih derivatih? Kitajska je tu, Rusija je tu, pa tretja država, o kateri zdaj ne govorimo, niti jaz nimam teh podatkov. Kako bo tu moč OPEC-a potem prisotna? Če vzamemo Evropski uniji, nemški del svet, včasih je bila jugoplastika močna, kako je tu OPEC infiltriran v te industrijske, se pravi industrijo, ne goriv, ne benzina pa nafto, ki imamo traktorji. Ostala industrija, ki uporablja nafto, derivate pravzaprav. Lahko govorimo o 5%, Ne vem, to pa ne vem. Mislim, veste kaj, te dogovori so tako, bom rekel, OPEC je dejansko, tudi če ste not, jaz vam povem, kako to zgleda. Vi imate konferenco in 2/3 konference teče za odprtimi vrati, 1/3 konference se vrata zaprejo in so samo ministri noter. In praktično ne pride nič vin, kar se tam pogovarjajo. Se pravi, kaj je BASF nemški, recimo, če hočete, ali pa te ogromni velikani, ali pa če hočete ta gigant indijski Ambani, ne, on je petrokemija, ne, ta znameniti indijski, mislim, da je najbogatejši Indijec to. Koliko je to soodvisnost? Absolutno imajo vse te države prste zraven. Koliko imajo pa prste zraven? Pojma nimam, ampak po tem, kar sledim, v kaj se vse države, pa ne samo države OPEC-a, tudi ostale, kam se vse infiltrira njihov denar. Če pogledate recimo tudi, ne vem,
denar recimo malezijskega Petronasa. Saj oni ne investirajo direktno, oni investirajo čez njihov nacionalni sklad Kazanah. Se niti ne ve, da je to Petronasov denar, ki gre v tovarne, v proizvodno, na tisoč načinov. Tako da procentualno ne vem. Absolutno sem pa prepričan, da imajo prste čisto povsod zraven, kjer je možno. Ne, samo primer, recimo, Mubadala je v bistvu sklad Arabskih Emiratov, ki se nahaja in se sedež v Abu Dhabiju. In zanimivo je, da to je naftni denar. To je večinoma naftni denar. Pa plin. Ena stvar je zanimiva, ne? Oni so skoraj tretjinski lastniki vseh nasadov jabolk v Ameriki. Pokrivajo 70% proizvodne jabolk, ki se porabi v industriji za proizvodno sokov, marmelad, apple pie, otroške hrane, recimo, to je Mubadala lastnik. Skoraj 40% je lastnik parkirišč v določenih delih Amerike. Pa se pravi, noben tega niti ne ve, če ne greš malo bolj, to je naftni denar. Ne? Se pravi, ne gre samo v to industrijo, kozmetična industrija, recimo plastika, tako kot ste Jugoplastiko omenili in tako naprej. Kakšni so recimo povezave med konkretno, nimam zdaj v glavi, kako se od tega Indica, od Ambanija, Mukeša Ambanija imenuje firma, se pravi ta holding njegov, vendar pred kratkim se mu je poročil sin, ta znamenita blazna poroka. Zanimivo je bilo, ne, recimo, da je bil na poroki tudi generalni sekretar OPEC-a, ne, poleg Bill Gatesa in ne vem kdo vse, in Zuckerberg, in ne vem kdo je prišel, kar je zanimivo, ne, mislim, kaj bi on delal tam, ne, če nimate nad skupaj, ne. Meni recimo ni povabil Ambani, ne. Čistko, ne. Pa mislim, da benga tebe tudi ne. To ni lepo. Ni lepo, bomo povedali, Fran. Bomo mi rekli, ne. Hoče me vprašati, izvolj. bomo lahko povedali. Čeprav ne mora povedati. Ja, tukaj imamo diplomate, en bože, ne. Božo, ti z najbolj izkušen, dej, šti to zdaj jih tudi. No, Vem, da je ker bil moj prijatelj, Mark Šmelik, recimo, ne, Ja. ki je premagal Joe Louisa, takrat je bil narodni junak, ne, in potem je dobil po vojni od Američanov Coca-Colo za celo Evropo. In jaz sem ga dobro poznal, ne, ki hodil sem v Ribenfeld, ne, in on je imel tihi kapital od Arabcev. No, Da vidiš. Verjetno je še danes tihi kapital, verjetno, ne vem, nimam dokaza, ampak verjetno, mislim, povsod imajo prste. Švicarja tudi poznam, ki imel tihi kapital. Arabski. Arabski, a te, ki so postavili tole total, Aha, ok, vidiš. no, gospod Gregorič. A mogoče date kakšno oceno, koliko je vrednost prodane nafte na leto in ali lahko potrdite eno noro številko, ki sem dobil nekje, da je na svetu za fosilna goriva še vedno državnih spodbud 7 trilijonov dolarjev na leto, kar se meni zdi čisto nora številka. Ne preveč. Previsoka. Ne vem, ampak jaz mislim, da niti polovica, ne. Po moji oceni. 3,5 trilijona. Ne, ni slabo, to je recimo en Apple, ne, približen. Koliko je Apple vreden, tle nekje okrog. Ampak to je letna spodbuda, ne? Letna spodbuda, to se mi zdi realno, ker če gledate recimo, če preklopite, to je vrednost, ja, cel svet govoriva, to bi bilo logično, ker če pogledate, da je zdajle nekako cenjena vrednost, IPO se že par let pripravlja Saudskega Aramka in nekak je holding, ne holding, se pravi, kako se reče, no, skupina bank skupaj. Kartel. Ni kartel, se pravi, par bank svetovnih je zdajle dela že konzorcij, točno, hvala. Konzorcij bank je ocenil, da Saudici pravijo, da je 3,5 do 4 tisoč milijard, oni so pocenili, da je približno 2,5 tisoč milijard vreden Aramco z 70% zalog. 30 bi ostali vladajoči družini. Tako da se mi zdi to nekako polovička v redu. Ker ste pa vprašal, koliko je pa, nimam tega podatka,
ampak vam lahko zelo hitro, če mi date 1 sekundo, mislim, da je to zelo enostaven zračunati, a ne. Približno $80 je sod, a ne, 110 milijonov imamo na dan, 65, to prije 3,5 trilijone. bo držal. Cirka, ne? Ja, samo morate vedeti, da še enkrat toliko ali več pride po tekočega plina še denarja. No, to je pa naslednje vprašanje, kje je pa zdaj, a je kakšna, odkje se dobi ali cena plina ali cena nafte in kakšna je povezava? Ali je to kratko, čez palc? Ne, to so posebni, OPEC pa posebne algoritme. Pa vi pa OPEC-u recimo se vam cena nafte vam skače vsakih par sekund, se za par centov nafta spremeni. To so algoritmi, ki se računajo, glede na politične razmere, glede na črpanje, glede na vrednost dolarja, zlata. To je, mislim, to vem, da je to na Dunaju, da je 60 ljudi, ki se s tem ukvarja, ki dejansko na minutni bazi določa ceno košarice, koliko to stane, ne? Ker dobivajo tudi, bom rekel, na sekundni bazi iz vseh držav dobivajo skozi podatke, koliko je recimo, ne vem, savdski sod, koliko je katarski sod in tako naprej. Za plin pa jaz ne vem prav dosti, ker za plin nisem prav na tekočem, ker OPEC nima kaj dosti s plinom, pravzaprav skoraj nič nima s plinom. Ni niti ljudi od plina, tam jih ni. So, ampak ni tudi podatkov ni. S tem, da imajo oni varovalke, ker ne morejo čisto vsi tankerji in vse to, spet imajo različne tehnologije in tehnologije med sabo niso kompatibilne in zaradi tega so pa se točno ve, komu se da in komu ne. Ja, ker vsak ne more to voziti, Niti slučajno. ker so tudi posebni s temi kupolami ogromnimi. Da. Zdaj, zanimiv je recimo primer, ki ste jih omenila, je zanimiv primer, bom rekel, tega terminala Krk, kjer ne bi LNG bil, ne, najbližji tak terminal, mislim, da je v Španiji. Zdaj, tle je tudi ena stvar, Katar ne bi bil eden iz investitorjev, ne bi bil od investitorjev, seveda, oni so največji proizvajalci LNG-ja, to bi jih morda zanimalo, a ne, vendar tle se pojavljajo, vsaj kolikor sem jaz bral, pa je res ne. Zdaj, v medijih je pisali, pa vem, da so določeni mediji, pa ne samo slovenski, tudi hrvaški pisali, da so to neumnosti, ker je pisali, kaj če se zgodi, če ta terminal eksplodira, ne. Pisali bi bile posledice do Ljubljane in Zagreba, ne bile bi skoraj do Budimpešte, ne. To bi bila atomska bomba, ne. To je tako močno, ne. Tako da tle morda je tudi en izmed razlogov, da se ta terminal na Krku malo vleče, kar so varnostna vprašanja, ker recimo za Brunei črpa LNG na offshoreu, to je v mednarodnih vodah, to je 30-40 nautičnih milj od obale stran. Če bi se zgodil slučajno, pa že to bi verjetno tak val bil, da tisti Brunei odnese v trenutku, pa še zmeri ne. To je hudičev nevarna stvar. Bistveno bolj kot nafta. Nafta gori. Tudi če vam jo raznese, na koncu gori. To je pa eksplozija taka, da bliska. Morda, ne vem, verjetno je pa tudi kaj politike pri temu Krku zraven, pa tako naprej, ne. Vprašanje ima Bojan Grubovšek. Ja, prvič hvala za interesantnih podatkov, ki še odpirajo nova vprašanja dodatna. Redko imamo nekoga, ki pride kaj povedati, veliko povedati, pa pove, to se pa ne spoznam. Res, mislim, škoda, da... Vprašanje je to geopolitično. Zdaj, gotovo je ta moč, ki imajo nekatere članice OPEC, ali pa OPEC v celoti, to je ta novost, novum v zadnjih 30-40 let. Kitajska, se pravi, ne, kot nova zadeva in te države. Če pa eni strani si nam povedal, recimo, ne, deleže v UBS-u, tam, levo, desno. To je ena plat. Druga plat pa je tehnologija. Tehnologija, pa kot je bilo povedano, ne, vrtanje in tako naprej, brez česa te capital goods. Capital goods, ja, ne gre. Za to zadevo je vse pa Zahod. Zahod, seveda. Zdaj v okviru vsega tega, ko vsega malo pomešamo, ne, pa govorimo o nekih BRICS-ih, pravzaprav je tam nafta pa malo, relativno, ne, da je milijarda in milijarda ljudi. Ja.
Jaz bi rekel, se lahko še zmeraj rečemo, da Zahod drži vendarle še obvlada sceno. Tehnološko, ja. Brez nas, mislim nas, brez Zahoda, kar končaj. No, pa še dodatno sem hotel, Ja, izvoli. saj tudi v končni fazi denar ne pošiljajo v Uzbekistan, ampak na Dunaju kupujejo, ne pa Po celi Evropi, Pariz, London in tako naprej. Tako. Hvala. Absolutno, brez zahodne tehnologije ne gre. Brez ameriške tehnologije, posebej pri vrtanju, ne gre. V tem smislu so države zaliva posebej odvisne od Evrope. In tle, grdo rečeno, jih še zmeraj nekako držimo. Ne, če pogledaš Saudska Arabija, recimo, je ena bogatejših držav na svetu in tako naprej. MBS je dejansko uvaja demokracijo, ženske za volan in tako naprej. Gre jim relativno, bom rekel, v primerjavi, kar je bilo prej, pa zdaj je res, bom rekel, enorm napredek. Ne, še zmeraj pa kakšno glavo na sred ceste odsekajo, ne. Tako, klep so še malo daleč od demokracije. Prosim? Tudi recimo, ne. Tako da tle, absolutno je pa recimo konkretno on, kakor imam jaz podatke, on je nor na tehnologijo, ne. Dejansko Saudska Arabija poka po novih tehnologijah, on bi praktično vse uvozil, kar bi se dali tja. Ampak tako, kot si rekel, to je zahodna pamet. Brez tega oni ne morejo. Ne bom rekel, da bojo v puščavi sedeli pa čakali, ker bojo na koncu kupili seveda lahko tehnologijo od Kitajcev, delno od Rusov, absolutno, se tiskati si oči, da to ne morejo, ni res, ampak so to grozljive razlike v kvaliteti, v napredku, v razvoju, tako da dejansko, ja, tehnološko sem jaz prepričan, da mi še vedno Zahod, zahodne tehnologije obvladujejo ta del, kar je po eni strani dobro, ne, ker imamo majčko kontrole, malo se morajo vse na nas ozirati, ne, niso čisto sami, ne, tako da ja. Tle jih zaenkrat jih še imamo v šahu. Jaz tudi. Gospod Gregorič. Če se v tole vključim, jaz sem bil lanskrat po dolgem času na Kitajskem in ko sem se vračal, sem bil zelo zagrenjen. Ker sem videl, kam so nam Kitajci ušli. In če misli Zahod ali pa Evropa bremzati Kitajce na naftni tehnologiji, na tehnologiji, ki je za vrtanje, je to samo stimulus za Kitajce, da nas bodo v 10 letih nascali. Absolutno. Gre jim dobro, mislim, da je tako hitro, da jim bo ratalo. Ja, sigurno. Jaz na Kitajsko nas poznam zelo dobro, ampak vem, da so tehnološko bom. Blokirala se čipi in 3 leta Huawei ni dal ambenega mobilnega telefona ven. Okay. Zdaj jih daje na 2 meseca en nov model. To pa vem, ja. Lahko greste v A1, jaz bom šel danes v A1 in si bom kupil P70 model, 512 metrov. A to je Huawei? Ja, ima vse Huawei čipe, oziroma kitajske čipe. Okay. In to je bil stimulus za njih. Tako da ne podcenjujete. Ne, jaz sploh ne podcenjujem. Ko so Američani izolirali Kitajce z vesoljske postaje, ne, v to pa ne boste šli. So svojo Ja, ne, sej to je res, ja. To je res. Ampak zaenkrat tukaj Bojan načel, zaenkrat bom rekel, Arabce še zahodna tehnologija drži, absolutno moramo imeti pa, absolutno, tukaj vi pravite, Kitajce ni nikjer za podcenjevati. Hitri vlaki in tako naprej, to so noro napredni, ne? Sam še nekaj bi rekel, to, recimo za ta tehnologija je neki software, nič ne rečem, ampak drugače pa hardware, to so vrtalne naprave, ne? In ne smemo pozabiti, Kitajci delajo na leto 1,100 milijonov ton železa pa jekla. Mislim, so 10-krat več kot prva konkurenca. Sami pa kvaliteta vprašljiva. Ja, no. Je malo, ker pri teh... Amerike si, kako moraš kaj tam Sam dodal bi še, je kvaliteta, absolutno ne. To je še malo iz tistih starih časov, ko pravijo, da je zatajivka kitajska petarda, ne. Bom rekel, to je daleč stran, ampak še zmeraj recimo konkretno v tem jeklu, konkretno za te vrtalne naprave, pa to je
mogoče so tri jeklarne, 4 na svetu, ki te litine delajo, to so diamanti, mešane litine, da dejansko lahko vrtati tako grob, ne vem, v granit, ne vem kaj noter. Ne, Kitajci niso še do sem prišli, so še vedno je monopol na ameriških proizvajalcih, ki to že desetletja delajo. Absolutno se pa strinjam, da 10-20 let pa bojo Kitajci verjetno tam, ne, če ne drugega, bojo malo pokopirali, malo svoje naredili, pa bo. Ja, ampak kdo pa ne kopira? Dobro, oni so specialisti za to, ne bodo. Se spomnimo obdobja, ko so hodili okoli Japonci s fotoaparati in kopirali vse, kar je se dalo skopirati. Kar so videli kitajska In takrat smo govorili zelo slabšalno o tem, kako je to kraja in to. Ampak Ampak uspešno. zdaj ta bi rekel, industrijska špijonaža je vedno cvetela in bo še zmerom cvetela. Gospod Ivan Gračner še vprašanje. O energentih govorimo. Malo glasneje. O energentih govorimo, energiji, gospod poslanec je tukaj, da ima jedrsko energijo. Kitajci so bili pravzaprav povabljeni v Svetovno trgovinsko organizacijo. 30 let nazaj, bil sem še otrok, ki sem poslušal, da se bo pač zahodni svet sam zaklal na nek način, ker so se mogoče tega napačno lotili. Med prvimi, ki je pripravila na Kitajsko, da proizvaja njihovo tehnologijo, je bila prav Nemčija, Audi Volkswagen. Zdaj pa jočejo. Mislim, da nisem tako pameten, da bi vedel, kakšen pristop je najboljši. Da ta pristop, ki ga je gospod poslanec omenil, je zelo zgrešen. Na svetu obstajajo elektrarne, ki ne rabijo nobene energije, gravitacijski stroj. Na eni strani je dolga roka, vzvod je pomakne dol in kolo se vrti po isti logiki kot vodni mlin. Kitajci so naredili nekaj takih elektrarn, ko sem jaz hotel to pregledati preko spleta. Malo se je odprlo, pa je bilo cenzurirano. Drugo, tretjo, ne Kitajci, ne skrivljajo. Prav nas je cenzurirano. Vete, se to je že Leonardo da Vinci razvil ta stroj. Tehnologija gre naprej. Danes vozimo na benzin, jutri se lahko peljete s Teslovim avtom. Zato sem prej vprašal glede te sporedne kemične industrije, ki je zelo pomembna. Plastika, mi danes uvažamo iz Kitajske. Cenzura, ki jo izgajajo ameriške firme, pa naše evropske firme, pri povezovanju določenih firm na ta način je zgrešena. Orban se je zdaj povezal s Kitajci, zakaj? Ker Rusov nagajajo in z njega delajo fašista, pedarija. Zakaj nas potiskajo nazaj za 10-20 let, jaz to vem. Z prve roke sem v Strasbourgu studiral in sem videl, da so tam firme, ki ste vi prej omenili, ruske, ameriške firme, one so vse slabo zmenjali, ker mi filozofiramo tudi v Evropski uniji v nekih zadevah, ki niso politične, ki so pač zgolj tržno, razvojno pomembne. Nisem pravih 10 uporabil, gre za razvoj. Zakaj nas bremzajo? Mi smo še pa srečni, če lahko sledimo nekim subsidiarnostnim logikam iz Brusla, tako bilo čas iz Beograda, ob strani se ne posmijo. Jaz, ki ste njih Rusija omenil, pa recimo nemške proizvajalce, da danes v Moskvi lahko kupite, kar hočete, ne? Vse. Apple nov telefon stane 1000 evrov, tam stane 2. S-klasa 500, znam se pogovarjal z njim kolegom, je tam 2-krat dražja kot v Evropi. Ampak jo kupite, brez težav. Mercedes ima nobenega problema, lahko kupite Rolls-Royce, lahko kupite Bentley, vse. Se pravi, govorimo o sankcijah, ne o cenzuri. O sankcijah, ne. Mercedes bo rekel, mi niti ne vemo, kako je ta avto kje prišel. Če gledate Severno Korejo, ne, ta njihov Kim Il-un, ja, a je Kim Il-un, Severna Koreja. Kim Jong-un, ja, sem fotel. Se vozi v najnovejših pulmanih, ne, Maybach, ne, kaj to, Mercedes, ne, se vozi. Če pogledate njegovo mizo, kaj ga kdaj snemajo, vse, kar je možno od Apple na mizi, vključno z Apple vodom. Vsi vemo, ne, da ta najcenejši model Mercedesa, ki ga dobite za 20-25 jurjev, ga lahko iz Stuttgarta ugasnejo z enim knofom. Brez najmanjšega problema. Ne pa avto, ki stane 1 milijon, pa je po naročilu narejen. Se pravi, vi lahko kompletno Rusko federacijo ugasnete, če hočete. Vse Appleove telefone, ki so tam za knof pritisnili, da pa več ne dela. Kje so sankcije? Bentley lahko isto naredi. Airbus lahko to naredi. Zakaj tega ne naredijo?
Boeing lahko to naredi, še lažje pri avionih. Knof, software ugasnete, pa je to samo še kup železa, ki stoji na pisti. So v isti logiki, Kitajci delajo, samo zakaj zganja brez veze, vi ste rekli, da ni cenzura, da je pač sankcija. Ne, cenzura, to se javno ne govori o tem, ne, čisto pravim, ne, posod so sankcije, pa tam, ko so najhujše sankcije, največ Mercedesov, ne, če smo glih pri Mercedesu. Največji zaslužki, tisti, ki delajo transfer. Seveda, to so cifre. To je bistvo. Gospod Lindbeck se je javil, lepo prosim. Ja, jaz imam še tri vprašanja, ali V celi trebi. recimo, Bolj na glas govorite. zanima me, kje te naši trgovci, Petrol, MOL, Istrabenz, kje dejansko kupujejo naftne derivate, ali je to v Rotterdamu ali kje? Pa tudi, ker ste rekel, da za 3 mesece samo kupijo. Mi imamo za 3 mesece 4 bančne garancije odzvoni, potem pa obnovimo. Imamo pa rezervacije naprej. No, koliko bi bila ena bančna garancija, če pa za 1 let kupili, no, recimo? Zračunite, Ja, no, 2 milijona ton, ja. 2 milijona ton, pa če pogledate recimo zdajle, če recimo en sod je 187 litrov goriva o surovi nafti, recimo, pa je $80, pa govoriva o sodu enega super bencina, pa recimo 100 pa še mal, pa govorijo o 5 je to 500, v eni toni, pa govoriva v dejansko v 10 milijardah denarja, ki ga je treba založiti. 2 milijona ton se vrne sporabi. Približno, brez kerozina A1. A1 za civilno letalstvo. 200 milijonov. Pol. Ne. Za garancije. Ne. 2 milijona ton, Ja, pa 1 tona je recimo, ja, sočkov je... soček je 187 litrov v povprečju. 5, ne, se pravi, ja, Kar pet. dejansko 10 milijarda. Ni tega denarja, Ja. da bi ga vrgli tako ven, ga ni. Mi imamo odzvoni, ne vem, koliko so bančne garancije. Kje kupujemo? Kako naše banke dajo garancije? Ne. Kdo daje V naši banki, ne vem, kje banke imajo oni, ampak mora biti tuja banka AAA, ki je prepoznana na naftnem trgu. Evropske, svetovne banke. To so večinoma Švicari, UBS je vmes, potem je Deutsche Bank, potem je blazno močna, je Raiffeisen avstrijska, oni imajo praktično tam na Dunaju, če veste, ob Donavi, a veš, kaj je, Hilton zraven stoji, to je pol tiste stavbe, je samo za trgovanje z nafto. Dejansko in ogromno evropskih držav tam bančne garancije daje. Oni so zelo cenjena banka na naftnem trgu, Ja. zelo. Pripelje se pa, s kje se pripelje to? Mi ponavadi Sicilije, čez sicilske rafinerije Slovenija dobi, pa potem z ladjami gor. V Trst, ali kaj? Koper, delno, malo Ali Trst. Šestinovo, pa Tovornjaki. Ne, Tovornjaki so predragi. Ne, ladje, Tovornjak je V predrag. naše pristanišče pride bolj direkt. Delno v naša, delno gre neki z vlakom, tudi visen, Trst je zelo, Trst je velik. Se zato imajo dol ta skladišča. Ja, je pa res, da, a veste, kako Slovenija trguje s temi derivati, to je, rekel, to bi lahko šlo tudi knjigo napisal, ne. To je skrivnost pravzaprav. Od Malte do Cipra. Recimo, ne, Savdska Arabija grozno bogata zaradi teh derivatov nafte, ne, Ja. in Katar in tako naprej. Ja. Potem sem gledal Veliko Britanijo, kam pa tudi Brent, ne, Severno morje, so to britanske vrtine v glavnem. kolikor razumem. Večinoma. In tam, kako razumem, britanska vlada dobi samo licenčnine, samo dobi neko denar od licenc, neko dobič, ki grejo pa tistim, ki črpajo, podjetjem. To pa ne vem, kako je razdeljeno. Tako da, To kolikor pa res res ne vem. Britanija ni bogata zaradi tega kot Norveška, recimo, ne, ki sama Norveška obdrži denar. sama, ja, ga obdrži Če Britanija v sama penzijski država fond ga denar, nalaga. To bi imelo britanski sklad, ne vem kakšen, in pa bi bil Global Britain lahko aktualen, recimo, ne. Mislim, jaz mislim, da v teh stvareh, v bistvu, kaj je res odzadaj, noben ne ve. To je tako skrito, kako gre denar noter. Tudi recimo Shell, ne, Dutch Shell, Ja. British Shell, noben ne ve, kakšen delež ima brunejski sultan tam noter. Pa kakšen delež ima v Brunei Shellu Shell, pusti internet. Živa duša ne ve, kaj je tam noter, kaj je odzadaj. Vi tako čez sklade to zapakirate, da živa duša ne ve, kdo je lastnik tle odzadaj, ne. Tako da v nafti, bom rekel, to je zelo svinjski biznis, grozljiva svinjarija. Ker v bistvu obvladujete cel svet. Pa sem pa še hotel reči, Še eno vprašanje, ja. v bistvu plačevanje samo, se pravi, recimo, ko Kitajci plačujejo Savdski Arabiji za nafto. Ja, Recimo, zaenkrat gre v dolarjih. ja. A ne, ampak ko pa se bo to začelo v realih plačevati v savdski valuti, Če.
Narašča počasi. To bo pa pol en push spet za to dedolarizacijo. Veste, kako je? A ne? Jaz bi s to debato počakal na po 9. novembru. Ker če bom Trump zmagal, ima on tako dobre odnose z Bližnjim vzhodom, posebej z MBS-om, tle se bojo vse zmenili. Brez skrbi. A veste, te orožarska industrija od zadnje, ne? Saudska Arabija, to kao ni orožja, koji pa se ga ne rabijo zase, ne? To ga prodajo naprej. Zdaj Turčija blazen igralec. Ne, Saudici kupijo čez Turke, prodajo. Ne imate Havelsan, Aselsan, to sta dve družbe turške, ki proizvajate orožje, ki sta dejansko, bom rekel, neke umestne postaje, ne, tako, kot če se peljete na Krvavcke, se v Vodicah ustava avtobus, se tam prve tovor, pa tako. Tako da jaz mislim, dajmo počakati november, pa bomo videli, kako bo s tem, s to zgodbo, s tem dolarjem, pa kako bo kdo v realih plačeval, pa ne vem, pa v turških lirah še štene. A ste hotel nekaj reči? Ne, samo to. Nekaj sem videl, da ste... Ja, ne, mislim, Indija, Kitajska, Iran že trgujejo v lokalnih valutah. Koliko, ne vem, ampak že trgujejo v lokalnih. Tako da vsa nafta sigurno ne gre za dolar. Ne gre vsa, sam to je, jaz podatka v številkah nimam, pa tudi ne vem, če ga kdo res ima, sam mislim, da je to zanemarljivo. Mislim, da je zanemarljivo, ker recimo vsi veliki proizvajalke, tudi ne članice OPEC-a, recimo, če pogledate, ne vem, bom že spet dal primer, ne vem, Malezijo in tako naprej, to se v dolarjih trguje, ne. To je še vedno ameriški dolar. Mislim, da gre za v vsoti, ki smo jo prej navedla, na letni ravni, koliko je turnover, revenue, surove nafte, a ne, je to, je peanut. Zaenkrat je zanemarljivo. Po moje je to vse odvisno od politične situacije v svetu, kako se bo to razvijalo, konkretno, kaj se bo z Ameriko dogajalo, kako bo Amerika reagirala na to, pa kdo bo predsednik Amerike, ne. Po moje. Se lahko se čisto motim. Morda bi počasi pripeljali zadevo v koncu. Eno stvar bi povedal, na tem zasedanju v nedeljo OPEC-a so članice zelo veliko zaskrbljenost izrazile zaradi pomanjšanja povpraševanja na Kitajskem. In seveda to ima lahko večplastne obrazložitve, da lahko vpliva na ceno nafte. Seveda, posredno pa moramo videti relacijo do Amerike, ki sankcionira Kitajsko in zmanjšuje potrošnjo na Kitajskem. Seveda, to je cel krog povezan. Mislim, da to oni dobro zaznavajo, ampak kdo bo lahko preprečil, da bo, ker tu moral nekdo seveda se pogajati z Ameriko. Ona je tista, ki pravzaprav indirektno niža potrošnjo na Kitajskem. Se pravi, to je vse povezano ta trenutek. In kam bo to pripeljalo, bomo videli verjetno šele po tistem 6. novembru oziroma 5. novembra so volitve na Kitajskem, v Ameriki. Torej, gre za velike, bi rekel, svetovne probleme, ki jih lahko to povzroči, bi rekel, indirektno. Koliko bo imela Saudska Arabija vpliva, da bo držala to recimo navezo z Ameriko in preko Kitajske. Zato so tudi Kitajci, bi rekel, zelo povezani s Saudsko Arabijo. To so tudi pokazali v tej potezi, ki so jo naredili, da so povezali Iran in Saudsko Arabijo ponovno. Tako da cela stvar se lahko zelo zanimivo obrne proti koncu tega leta. Ja, se strinjam popolnoma. Če bi bilo res kako pereče vprašanje, bi še to dali na mizo. Sicer se pa vsem zahvaljujem, predvsem pa našemu današnjemu gostu, ki je seveda naš član SDMO-ja
in zvesto tudi prihaja na naša srečanja in debatirala o mnogih stvareh. Najlepša hvala. 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 Hvala.